Spoštovani, spoštovane, lepo pozdravljeni na Študijskem centru za narodno spravo. Čast mi je, da bomo danes predstavljali našo znanstveno monografijo v senci Beethovenove 3, ki je monografija posvečena stavbi ter predvsem kletnim prostorom stavbe, v kateri se nahajajo zaporniške celice, s katerimi Študijski center za narodno spravo upravlja od leta 2013. Celice so bile nedolgo obnovljene. Na SCNR imamo z njimi velike načrte, bomo rekli, kakšne bomo zvedeli tudi danes. V okviru teh prizadevanj, da bi nekoč tam zaživela neka stalna razstava, smo na Študijskem centru pripravili to monografijo, ki je nekako osnovni temelj potem same vsebine te razstave. Z nami so moje cenjene kolegice, sodelavke, Marta Keršič, Mateja Čohladnik in Jelka Piškorič, ki bodo na tej okrogli mizi predstavile vsaka nekako vsebinski del tega svojega poglavja v monografiji. Se pravi, monografija je sicer razdeljena nekako na dva vsebinska sklopa in sodelavke so avtorice tega prvega dela, ki je posvečen samim celicam in pa zgodovini stavbe, medtem ko drugi vsebinski del, v katerem bo tudi kratko predstavljeno, so pa različni avtorji, ki pa govorijo o senci, se pravi o senci stavbe, govorimo o represiji med drugo svetovno vojno in v letih po njej. Pa bi mogoče začeli z samo zgodovino stavbe, s katero se je ukvarjala dr. Piškorič, pa bi morda vprašal, koliko nazaj sega zgodovina te stavbe, ki je, kot smo uspeli prebrati v knjigi, zelo pestra. Ja, res je, zgodovina stavbe je kar pestra. Leta 1876 so nastali načrti za to stavbo in sicer jih je izdelala Kranjska stavbna družba za gospoda Alojza Waldherja, za njegovo zasebno hišo. V bistvu ni šlo čisto za zasebno hišo, ampak jo je on dal zgraditi za potrebe deške osnovne šole oziroma internata. Alojz Waldher je namreč oktobra 1856 ustanovil zasebno deško šolo, ki je potem novembra 1868 dobila pravico javnosti in je rabila svoj dom, ki je bil zgrajen leta 1877. Ta šola je bila nemška in Alojz Waldher jo je vodil do svoje smrti leta 1890. Nato je pa vodenje prevzel njegov sin, dr. Jozef Waldher. Ko je potem Ljubljano prizadel ta veliki potres leta 1895, šola je bila nova in je ostala tudi relativno nepoškodovana, tako da so lahko začeli s poukom že maja. Ampak posredno je pa potres vseeno vplival na nadaljnji obstoj te Waldherjeve ustanove. Namreč šolskim letom 1895-96 se je v hišo na Beethovenovi 6, takrat je imela še številko 6, preselila cesarsko-kraljeva nižja gimnazija, ki je bila predtem, se pravi do potresa, nastanjena na Vodnikovem trgu, in pa del licejske knjižnice se je tudi preselil sem. Nato so to gimnazijo še razširili in jo preimenovali v drugo državno gimnazijo v Ljubljani. In seveda poslopje je bilo premajhno za šolo, tako da so začeli graditi zanjo novo poslopje na Poljanah, kjer je danes gimnazija Poljane, in tja se je ta druga državna gimnazija preselila oktobra 1907. V izpraznjeno poslopje na Beethovenovi pa je prišla tretja državna gimnazija z nemškim učnim jezikom,
Nemška manjšina je namreč istega leta uspela doseči, da se je ustanovila ta gimnazija z nemškim učnim jezikom. Kaj se je pa vmes dogajalo s samo Waldherjevo ustanovo, pa ni popolnoma jasno. Dobila sem podatek, da je Jozef Waldherr svojo dejavnost preselil v Maribor in potem, ko je leta 1910 umrl, ni več dosti podatkov o njegovi šoli. Poslopje je podedoval njegov sin Wolfgang Waldherr, ki pa sta ga šolanje in vojaška kariera že zelo zgodaj popeljali v Avstrijo. Naslednji podatek, ki sem ga dobila, je, da je Wolfgang Waldherr z mestno občino Ljubljana leta 1935 sklenil najemno pogodbo in sicer se je najprej v začetku šolskega leta 35-36 za krajši čas na Betovnovo preselila druga državna deška meščanska šola, ki se je pa potem spet kmalu selila naprej v poslopje za Bežigradom, ki so ga zgradili na novo. Na Betovnovo se je pa selil del mestne uprave, in sicer Srejski cestni odbor in mestni gospodarski urad. Mestna občina Ljubljana je skušala z Wolfgangom Waldherrjem doseči nek sporazum za zamenjavo hiše z eno ali več enakovrednih nepremičnin mestne občine, vendar se kaže, da do sporazuma ni prišlo. Potem pa se je jeseni leta 1941, se pravi že po začetku druge svetovne vojne na našem ozemlju, omenjenima uradoma pridružil še policijski oddelek za registracijo vozil. Potem spet za nekaj časa zamrejo podatki o dejavnosti na Betovnovi. Maja 1945 pa izvemo, da je stavbo prevzel pooblaščenec komande mesta Ljubljane, da informacije o rabi stavbe v prvih povojnih letih so razmeroma skope. V stavbi naj bi se sprva nahajal mestni gospodarski urad, nato se omenja odsek za trgovinske pravne zadeve mestnega ljudskega odbora, odsek za trgovino in preskrbo, predstavništvo Ministrstva zunanje trgovine ter Republiška volilna komisija. Nekje od leta 1949 se pa omenja uprava Narodne milice za Slovenijo, sicer je možno, da je že kakšno leto predtem bila, ker najdemo recimo tudi omembo Fiskulturnega društva Miličnik na tem naslovu. Ni pa natančno jasno, kdaj se je Narodna milica preselila v stavbo, da v teh prostorih je bila postaja ljudske milice in tudi v nadaljevanju je ostala v uporabi Ministrstva za notranje zadeve. Hvala lepa za ta pregled. Zdaj seveda, kot ste že razbrali, pač je zelo tipično za zgodovinarja, da pač dela z arhivskimi viri, ki pač so na voljo oziroma ki jih je moč izbrskati, ne, in tudi raziskovanje zgodovine stavbe na Betovnovi 3 je en tak primer, kjer je pač potrebno različne drobce sestavljati v večjo sliko. Se pravi, bi prosil Marto, da nam mogoče na kratko pove kaj več zdaj o samih zaporniških celicah. Pač vemo, da 2007, da so bile odkrite in potem mogoče tudi kako je potekala ta obnova, ki je nekako potem, recimo, da se je končala, pa čisto zares končala, v bistvu, ko je ravno se začel COVID, ne, in v bistvu je tudi nekako, so ti prostori nekako potem samevali do sedaj. Hvala za besedo, pa lep pozdrav vsem. Tako je, kot je omenil že dr. Tomaž Živišič, celice so bile odkrite leta 2007 in sicer v okviru posebne vladne delovne skupine, ki je delovala na Ministrstvu za pravosodje. Takratni minister, dr. Lovro Šturm, je že nekaj dni po odkritju poslal dopis na Zavod za varstvo kulturne dediščine z željo, da bi se celice vpisale kot kulturni spomenik. Zavod je začel z poizvedovanji, kaj se je v tej stavbi dogajalo. Obrnil se je na Inštitut za novejšo zgodovino in tudi na Muzej novejše zgodovine.
Obe inštituciji sta predlagali, da se celice dejansko zaščitijo, čeprav še ni bila poznana zgodovina, kaj ne bi se v teh prostorih takrat oziroma pred tem dogajalo. Tako da je Zavod za varstvo kulturne dediščine poslal zahtevo za vpis celic v register nepremične kulturne dediščine in avgusta istega leta so celice že pridobile status spomenika državnega pomena. Junija istega leta je bil opravljen prvi terenski strokovni ogled strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine, pri čemer je bil opravljen popis vseh prostorov. Celice so bile takrat v glavnem že izpraznjene, razen nekaj odpadnega materiala je bilo v celicah, sicer pa so jih nekako razdelili v 7 prostorov za same celice in pa umivalnica oziroma prostor, ki naj bi po predvidevanjih služil kot umivalnica oziroma nek sanitarni prostor. Opažena so bila zamrežena okna, potem zaporniška vrata z linami in pa tudi 2 datuma so takrat zabeležili nad vratnimi podboji, in sicer 15.12.1950 in 4.4.1952. O tem bo kasneje več spregovorila sodelavka Mateja. Kaj se je v celicah potem dogajalo do leta 2013, ko smo jih v upravljanje prevzeli na Študijskem centru za narodno spravo, več ali manj ni znano. Takoj ob prevzemu so se pa na našem centru začele tudi aktivnosti za ohranitev. To se pravi, po začetnem laičnem in tudi strokovnem ogledu so bila najbolj pereča vprašanja glede zamakanja oken, glede vlage, plesni, prezračevanja, zaradi preprelih oken, vprašanje mraza, posledično tudi ogrevanja prostorov in pa nevarnost požara zaradi dotrajane električne napeljave, ki je zahtevala čimprejšnje ukrepanje. Prostori so bili namreč že precej let nevzdrževani in prepuščeni propadanju. Tako da je študijski center takoj aktivno pristopil k reševanju pereče sanacije in je na pristojne službe naslovil več dopisov, v katerih jih je opozoril na neustrezno stanje. Od Zavoda za varstvo kulturne dediščine je pridobil kulturno-varstvene pogoje za obnovo, nato je naročil fotodokumentacijo stanja v sodelovanju z arhitektom Stanetom Kajzerjem, ki je v končnem poročilu tudi opozoril na vse pomanjkljivosti in predlagal obnovo celotnega objekta. Torej ni bila smiselna samo obnova kletnih prostorov, ker so bili vzroki za propadanje širši in je bilo potrebno pristopiti k obnovi celotne stavbe. Seveda pa Študijski center za narodno spravo ni razpolagal s finančnimi sredstvi za tak velik podvig. Študijski center je z vso dokumentacijo potem seznanil službo vlade za zakonodajo, ki je bila v tistem času upravljavec stavbe na Betovnovi, in potem tudi sklical sestanek z državno sekretarko na Ministrstvu za kulturo, dr. Vereno Vidrih Perko. Njej so bila predstavljena vsa dotedanja prizadevanja in pa tudi seznanitev z dokumentacijo glede obnove. Zaradi propadanja se je v zahtevo po obnovi vključil tudi Inšpektorat Republike Slovenije za kulturo in medije na Ministrstvu za kulturo. Tako je bil junija 2016 opravljen inšpekcijski pregled po uradni dolžnosti strani inšpektorice Mateje Zupan. Po pregledu stanja na terenu je takoj podala zahtevo, da se nemudoma pristopi k odpravi vzrokov za zatekanje vode v kletnih prostorih. Po njenem ogledu je bil strani SCNR-ja poslan dopis glede nujne sanacije celic na Vlado Republike Slovenije.
kot na lastnika stavbe in pa na tedanjega upravljavca, to se pravi službo vlade za zakonodajo, potem tudi dopis na Ministrstvo za pravosodje in pa na Urad predsednika Republike Slovenije. V letu 2016 so se nadaljevali številni sestanki glede sanacije in v letu 2017 je bil potem potrjen projektni načrt obnove. Pri obnovi je bilo potrebno upoštevati usmeritve študijskega centra, ki so vključevale tudi načrte za kasnejšo vzpostavitev muzeja, potem pa seveda kulturno-varstvene pogoje ZVKD-ja in pa zahteve inšpekcije glede zamakanja v kletnih celicah. Gradbena dela so se začela potem izvajati aprila 2018 in sanacija se je v letu 2019 nadaljevala do septembra, oktobra pa so se v stavbo vselili v zgornje prostore in v pritličje organi v sestavi Ministrstva za pravosodje, spodnjo klet pa je dokončno prevzelo v upravljanje Študijski center za narodno spravo. Hvala, Marta, za ta pregled dogajanja nekako v Celicah, kar se tiče obnove. Lahko trdimo, da sicer to kolesje melje počasi, ampak melje pa zagotovo, ne? Tako da prišli smo do lepo obnovljenih prostorov. Zdaj tukaj za mano vidimo en dokument. Jelka malo več o njem povedala, se pravi ob odkritju celice nekako porajal dvom o tem, ali so se zaporniške celice dejansko uporabljale oziroma ali so res pripadale tajni policiji, se pravi, ali jih je uporabljala že mogoče OZNA oziroma kasneje UDBA. Takrat zaposlena v Arhivu Republike Slovenije, kolegica Dornik Šubelj, je trdila, da dokumenti o celicah ne obstajajo, čeprav sama pa ni dvomila o njihovem obstoju oziroma o njihovi uporabi. Kako pa je danes, Jelka, lahko trdimo, da jih je tajna policija dejansko uporabljala ali ne? Ja, po dolgem iskanju smo našli dokument, ki potrjuje obstoj celic. Ta dokument je iz leta 1951, ni pa žal popolnoma jasno, kdo je s celicami upravljal. Ta dokument, ki ga vidite zadaj, je zapisnik konference kolegija Ministrstva za notranje zadeve Ljudske republike Slovenije iz junija 1951, kjer piše, citiram, zapori poverjeništva za notranje zadeve v Ljubljani, zapori v Betovnovi ulici in zapori v Slovenski ulici v Mariboru spadajo kot preiskovalni zapori v pogledu kontrole izvajanja hišnega reda, prav tako pod tretjo upravo, kakor vsi drugi zapori v Ljudski republiki Sloveniji. Ta dokument gre v bistvu za čas nastajanja kazenskega zakonika in v tej luči moramo ta dokument tudi razumeti. Zdaj to uprava za izvrševanje kazni se je na nek način pritoževala, da ta zapor ni pod njenim upravljanjem. V istem dokumentu piše, da so imele postaje ljudske milice protizakonito organizirane lastne zapore za namen zasliševanja. In še v nekaterem, v drugem dokumentu, to je pa poročilo uprave za izvrševanje kazni, prav tako iz junija 1951 pa sporoča, da v številu pripornikov niso bile upoštevane osebe, ki so bile zaprte v zaporih postaj ljudskih milic, v poverjeništvih za notranje zadeve MLO Maribor in Ljubljana in v zaporu druge uprave v Ljubljani. In ta dokument pa pravi torej v takozvanih ilegalnih zaporih. Sam dokument navaja. Zdaj, se pravi, uprava za izvrševanje kazni je poročala o nepravilnostih na področju izvrševanja kazni. Lahko bi sklepali torej iz tega, da so bile celice na Betovnovi v upravljanju ljudske milice, glede na to pa, da so omenjene skupaj
z drugimi posebnimi udbenimi zapori, da je z njimi upravljala udba. Žal iz tega dokumenta to ni razvidno in zaenkrat tudi še nismo nekih drugih dokumentov našli, ki bi kaj bolj natančno povedali, kdo je s celicami upravljal. Tudi ne vemo, kaj se je v naslednjih letih dogajalo v stavbi na Beethovnovi 3 in v njenih kletnih prostorih. Zdaj ob koncu 50. in začetku 60. let se na tem naslovu omenja Kriminalistično-tehnična centrala Ljudske republike Slovenije, potem se pač omenja Tajništvo za notranje zadeve Okrajnega ljudskega odbora. V 60. letih se tja seli služba za izdajo potnih listov ter prijavo in odjavo tujcev in potem isto za oddelek za podaljšanje registracij. Zdaj po nekaterih informacijah naj bi postaja milice tam ostala do leta 1968, tako je menila Ljuba Dornik Šubel. Prav tako je ona menila, da ne bi se celice uporabljale do leta 1966. Zdaj sem našla še en dokument, v katerem se mestna prometna postaja milice tam omenja še leta 1971, kaj več od tega žal zaenkrat še nisem našla, so pa prostori tudi v nadaljevanju ostali v upravljanju Republiškega sekretariata za notranje zadeve. Hvala. Ko smo že uvodoma dejali, spet govorimo o drobci drobcev, ki pa vendarle potrjujejo tiste prve domneve. Dajem besedo urednici monografije, Mateji, ki pa bi jo prosil, če nam lahko kaj več pove o samih napisih, ki so bili najdeni v celicah oziroma so v celicah na stenah in na podbojih, kot je že uvodoma povedala Marta. Ja, hvala lepa. Torej, v celici ali pa v steni celice številka 3 najdemo 3 imena. Vklesana so 3 imena, in sicer Leopold Stančič, Ana Weiss in Tomaž Knez. Poleg teh 3 imen je v steno praskanih tudi več različnih sporočil, naprimer sporočite mojim pozdrave, amen, oskrunjen Bog, kje si, dragi dom in podobno. Poleg teh imen in napisov smo identificirali še odlomek iz pesmi Vitomila Zupana z naslovom Stari restanti, ampak zdaj ni bilo mogoče ugotoviti, kdo je to pesem dejansko zapisal na steno celice in pa kdaj. V eni drugi celici pa imamo na vratnem podboju ohranjena 2 datuma, in sicer 4.4.52, drugi pa je 15.12.50. Po oceni Zavoda za varstvo kulturne dediščine, ki je bil skratka prisoten pri obnovi celic, sta datuma avtentična, torej originalna, nasprotno pa ti napisi niso avtentični in kaže, da so bili del scenografije za snemanje filma o Angeli Vode. Ko je študijski center potem šel po sledi ali pa poizvedoval, kdo naj bi bili ti ljudje, katerih imena smo našli na steni celice, smo poizvedovali tudi v Arhivu Republike Slovenije, kjer so seveda pač pregledali kar nekaj gradiva oziroma evidence v več arhivskih fondih. Njihov odgovor pravi, da o Leopoldu Stančiču niso našli nobenih informacij. Ana Weiss je zabeležena v tako imenovani centralni aktivni evidenci s pripisom, da jo je mogoče najti v kazenski evidenci, ampak tega iz gradiva kazenske evidence v arhivu niso mogli potrditi. Enak vpis torej je zabeležen tudi za Toma Kneza, torej ne Tomaža Kneza, ampak Toma Kneza, ki je bil rojen 15. decembra 1901 v Ljubljani.
Podatek, ki smo ga tudi pridobili oziroma nam ga je posredoval arhiv, je, da je državna varnost, torej OZNA oziroma kasneje UDBA, o Tomu Knezu vodila osebni dosje, vendar ta dosje ni ohranjen. Nekako smo potem poskušali ugotoviti in tudi smo potrdili, da sta Tomo Knez in Tomaž Knez ista oseba. In sicer na podlagi zapisa pravnika in pisatelja dr. Rudolfa Andrejke iz leta 1934, ko je opisoval zgodovino razvoja industrije v Ljubljani in okolici, in tam je v prispevku zapisal, da so po smrti znanega trgovca in gospodarstvenika Iva Kneza njegova podjetja prevzeli sinovi Saša, Tomaž in Zdenko. Zato v tem prispevku, ki ga podpisujem v tej monografiji, pač predstavljam zgodbo inženirja Toma Kneza, kot jo je pač po vojni spisala oblast. In ta zgodba se nanaša na delovanje različnih gospodarskih družb in bank, predvsem pa je povezana s 3 sodnimi procesi, na katerih je bil inženir Tomo Knez obsojen med letoma 1945 in 1948. Torej, obsojen je bil kar 3-krat in zato ga najdemo tudi na seznamu političnih zapornikov. Prvič se je moral zagovarjati pred vojaškim sodiščem Ljubljanskega vojnega področja avgusta 1945 in sicer na procesu, ki je takrat tekel proti članom vodstva Ljubljanske kreditne banke. Drugič je stopil pred sodišče decembra 1946 in sicer kot lastnik podjetja Ivan Knez, torej družinskega podjetja, in v zvezi s poslovanjem kmetske posojilnice za ljubljansko okolico. Tretjič pa kot član uprave Združenih opekarn novembra 1948. Na vseh 3 procesih je bil obsojen. Glavne obtožbe oziroma kasneje obsodbe so bile, da je med vojno gospodarsko sodeloval z okupatorji, da obsojen je bil zaradi kaznivih dejanj proti premoženju, zaradi ponarejanja listin in prevar. Najvišjo kazen je dobil decembra leta 1946, ko je bil obsojen na 10 let odvzema prostosti s prisilnim delom, med drugim je bilo izrečena tudi zaplemba premoženja, kot tudi že na procesu leta 1945, ko je sodišče izreklo tudi zaplembo njegovih deležev v Ljubljanski kreditni banki. Na tem mestu bi mogoče povedala še to, da je Knez vpisan v tako imenovani register pripornikov, ki ga prav tako hrani Arhiv Republike Slovenije, in sicer pod številko 7594. Vpis je bil zabeležen že 30. novembra leta 1945, ampak zaenkrat mi ni uspelo ugotoviti, zakaj ravno takrat. Namreč avgusta leta 1945, ko je bil obsojen na prvem procesu, se je branil s prostosti, kar pomeni, da takrat ni bil aretiran. Tudi ni bilo nikjer zaslediti podatkov kakršnih koli o njegovem pridržanju pred 10. oktobrom 1946, torej pred drugim procesom. Zdaj, kar se tiče tega registra pripornikov, da pojasnim, kaj je to sploh bilo. Arhivist Tadej Cankar namreč pojasnjuje, da gre za nekakšen centralni vpisnik registriranih nasprotnikov oblasti, skratka tistih, ki jih je povojna oblast obravnavala kot nasprotnike. Ti podatki so v tem registru zbrani iz različnih kartotek, ki so jih po koncu vojne pripravljali, pisali različni oddelki ali pa odseki državne varnosti, torej OZNE oziroma UDBE, in ta register je neki zbirnik teh kartotek. Skratka, Knez je vpisan v ta register kot aktivni protinarodni element. Torej 30. novembra 1945. Iz tega vpisa ni mogoče ugotoviti, ali je bil dejansko aretiran oziroma priprt, ali pa je bil zgolj registriran v
tej povezavi z delovanjem oziroma z interesi takratne OZNE. Ne, da bi bil priprt, seveda. Možno je namreč, da je bil v kartoteko vpisan že zaradi same obsodbe pred vojaškim sodiščem avgusta 1945, ampak se pravi, kot sem omenila, takrat sploh ni bil aretiran, ampak se je branil s prostosti. Druga možnost pa je seveda bila, ali pa je, da je bil aretiran, ampak v bistvu iz neznanih razlogov potem ni bil zabeležen v nobeno zaporno knjigo. Mogoče kot zanimivost omenim oziroma dodam, nasproti stavbe na Beethovnovi 3 je stavba Ustavnega sodišča. Med obema vojnama je bil tam sedež zbornice za trgovino, obrt in industrijo. Prvi predsednik te zbornice je bil Ivan Knez. In leta 1997 je bila v pritličju stavbe Ustavnega sodišča odkrita spominska plošča članom te zbornice in to spominsko ploščo je odkril inženir Tomo Knez. Hvala lepa, Mateja. Deširski center, odkar je prevzel Celice v upravljanje od 2013, je v Celicah kljub sicer slabemu stanju leteh, ampak vseeno organiziral kar nekaj dogodkov, pa bi prosil Marto, če lahko pove, za kakšne vrste dogodke je šlo. Torej, kot je bilo že omenjeno, čeprav so bili prostori nevzdrževani in v fazi propadanja, smo se vseeno trudili, da bi čim širši javnosti predstavili enega redkih ostankov materialne dediščine, ki je nakazovala na to, kako je povojna komunistična oblast delovala. Zato smo z več različnimi dogodki opozarjali javnost na stanje v Celicah. Nekako prva stvar, ki smo jo ob prevzemu Celic organizirali, je bila priprava oziroma nagovorili smo javnost, če kdo pozna kakšne pričevalce, ki bi še imeli spomine na dogodke v Celicah. Potem smo prosili tudi za donatorstvo. V Celicah smo organizirali več tiskovnih konferenc, snemal se je dokumentarni film, potem smo imeli dneve odprtih vrat z vodenimi ogledi za javnost, številne skupinske in posamezne oglede Celic. Celice so večkrat obiskovali dijaki, maturanti, tako predvsem iz gimnazije Želimlje, iz gimnazije Celovec, tudi dijaki iz Argentine. Organiziranih je bilo nekaj turističnih obiskov v okviru agencije The Ljubljana Free Tour. V Celicah smo imeli srečanja s pričevalci, potem s tujimi novinarji. Mogoče je še posebej omembe vredno, da je tam potekal tudi del zgodovinske poletne šole za mlade avgusta 2014. Potem naslednjega leta je bila prva umetniška razstava v teh prostorih, O čem razmišljaš, Antigona. V pripravi na to razstavo so bile v tleh ene od celic so bili odkriti strelni naboji. Te strelne naboje smo potem izročili kriminalistični policiji in tedanji pomočnik direktorja Pavel Jamnik je naboje odnesel na Nacionalni forenzični laboratorij, kjer pa so pojasnili, da je bilo tam v 80. letih 20. stoletja strelišče za preizkušanje različnega orožja in da so tulci od takrat. Potem avgusta 2015 smo v Celicah organizirali fotografsko razstavo Umik čez Ljubelj, ki je prav tako predstavljala eno od temnih obdobij naše zgodovine. Potem je bila dvojezična razstava o Tretjem rajhu z naslovom Spomini na nacizem, ki jo je pripravila Škofijska gimnazija Vipava. Razstava o prepovedani literaturi in knjižnicah z naslovom Stop cenzura
in pa razstava o politični zapornici Jelki Mrak Dolinar z naslovom Skozi čas preizkušenj. To je bila ena zadnjih zadev, preden so je obnova začela 2018. Naj omenim še, da smo praktično vsako leto ob spominskem dnevu 23. avgustu tudi organizirali dogodke v Celicah ali pa tja položili spominski venec. V času gradbenih del seveda dogodkov v Celicah ni bilo in pa tudi v času epidemije so bili dogodki nekako v omejenem obsegu. Vsega skupaj do zdaj pa lahko rečem, da je bilo približno 60 dogodkov in da si je Celice ogledalo čez 2000 obiskovalcev, prav gotovo. Hvala lepa. Bi morda prosil Matejo kot urednico, da predstavi na kratko še drugi del monografije, tisti, ki govori o senci stavbe. Pa bi me tudi zanimalo, kakšni so načrti za Celicami v bodoče. Torej, v drugem delu monografije avtorji predstavljajo predvsem zgodbe posameznikov, ki so bili bodisi žrtve medvojnega revolucionarnega nasilja, bodisi represivnih ukrepov povojne oblasti, predvsem tistih, ki so bili obsojeni na povojnih političnih sodnih procesih. Tako Damjan Hančič v prispevku z naslovom Revolucionarna justica in njene žrtve na območju Ljubljane piše o usodi Jožefa Sušnika, Franca Emerja, Avgusta Praprotnika, Iva Peršuha, Franca Straha in Fortunata Majdiča. Monika Kokalj-Kočevar iz Muzeja novejše zgodovine predstavi osebno zgodbo Franca Erceta, ki je bil med vojno prisilno mobiliziran v nemško vojsko. Po vojni pa je bil obsojen kot skrivač oziroma in domnevni sodelavec tako imenovane bande, skratka kot nasprotnik nove oblasti. Prav tako sodelavec Muzeja novejše zgodovine Marko Štepec predstavi zgodbo borca za severno mejo Srečka Kristana, ki se je, tako kot Erce, znašel v kolesju povojnega sodstva. Med vojno je bil Kristan interniran v Dachau, po prihodu domov pa je bil aretiran in obsojen na dolgoletno zaporno kazen s prisilnim delom in izgubo državljanskih pravic. Mirjam Dujo Jurjevčič predstavi oziroma piše o usodi zakoncev Antonije in Bernarda Marolta, ki sta bila poleti leta 1945 obsojena na smrt pred vojaškim sodiščem ljubljanskega vojnega področja. Kasneje sta bila sicer pomiloščena, ampak sta dolga leta preživela v raznih taboriščih in Mirjam Dujo Jurjevčič opiše tudi njuna prizadevanja za rehabilitacijo. Neža Strajnar predstavi več primerov krivično obsojenih pripadnikov različnih verskih skupnosti med letoma 1945 in 1955. Tako piše o usodi Joška Kraglja, Amalije Štefulja, Adama Lutarja, Bogdana Matkoviča, Frančiške Plahuta, Vekoslava Korošca, Janeza Robasa in Cecilije Koradej. Petra Grabrovec pa kronološko predstavi najpomembnejše politične in represivne ukrepe komunistične oblasti med letoma 1944 in 1951. Naj dodam, da je v knjigi objavljeno tudi bogato fotografsko in pa dokumentarno gradivo. Kot je bilo povedano že uvodoma, je ta monografija nastala pač v sklopu prizadevanj za neko muzejsko postavitev oziroma postavitev neke razstave v Celicah. To je nekako prvi korak. Seveda ostajajo tako zaporniške Celice kot usode posameznikov predmet nadaljnega raziskovanja. Naslednji korak je priprava ene monografije s kolegico Jelko. Pripravljamo študijo o kazenskih ustanovah oziroma deloviščih na območju Ljubljane.
tam od konca vojne pa do začetka 50. let. Na podlagi tega zbranega gradiva bi potem pač želeli pripraviti en koncept in pač potem dati celicam tudi vsebino. Zato bi mogoče izkoristila to priložnost in pozvala vse, ki bi mogoče imeli kakršne koli informacije ali vedenje o celicah ali drugih kazenskih ustanovah, deloviščih, taboriščih, da se nam pač oglasijo. Hvala. Hvala, Mateja. Naj omenim, da danes lahko monografijo kupite tudi po posebni promocijski ceni z 20% popustom, spravi redna cena je 25 €, danes pa jo lahko po našem zaključku kupite po ceni 20 €. Seveda vse, kar ste danes slišali, ni vse, kar je moč prebrati, a ne, tudi v tem prvem delu monografije, tako da vsekakor vabljeni k nakupu in branju. Z nakupom namreč tudi na nek način podpirate naša prizadevanja k postavitvi te stalne razstave, ki bo pač za Študijski center precejšen finančni zalogaj. Morda bi za konec pustil še nekaj minut časa za morebitna vprašanja iz publike. Jaz bi omenil leto 1943, ko sem se noter v betonu in tako je v prvi sobi dajale osebne izkaznice italijanske. To imam še izkaznico, ne? Sama je že bolj taka, da ne moram prenačati delač. To je bilo prvič, ko sem bil tam v betonu. Po vojni, po 46. 47, nekaj takega, ne, je bilo pa tako na Mestnem trgu, je bila ena ženska ali več špiceli, namreč na zabojih, da smeti, je jim bilo od vsake stranke napis, čigavo je. In ta je hodila brskati po teh zabojih in kjer je našla kakšno kost, tako je to javila, da so to švercari, ker švercajo z mesom, ne. To je bilo že kar zadost, ne. No, potem to je bil tudi en majhen vzrok, da so očeta zaprli. To je takrat, če ni bila moja žena, je bila punca še na Mestnem trgu 10. Se Mestni trg 10 pa poznate, to je bila Skabonetova hiša. Še prej je bil pa tale Škof Hren, dvorec, ki je zdaj obnovljena. No in na podlagi tega, ker so nekaj najdeli, pa to so zaprli očeta, mamo, očeta so na sodnje zaprli, mamo so v Betonovo, potem pa še punco, ki je bila 14 let stara, še no, da so mislili, kaj bo je ven iztisnili, kaj bo še povedala, ne, tako bo nič od tega. Vidite, vseh teh stvarih se pa nismo po vojni, oziroma po 46, kaj dosti pogovarjali. Jaz nas je bilo straha, kaj se vam povem. Po vojni, jaz nisem več hodil po, tele pa sem Ljubljančan, ne, po Betovnovi ulici, ne. Tam je bil miličnik. Po tej strani pločnika, kjer je Betonova 3, se sploh ni smel hoditi, si mogel dol na drugo stran ali pa po drugi ulici, ne. Tukaj je bilo to, snema zastraženo, kaj je bil strah, da prike zvedali. No, punca so pa 14 let je bila stara, se jo spustili, ker nisem mogel nič kaj tako narediti. Med tem, ko sta bila pa starša zaprta, so pa 2 odloki dali na stanovanje, to na Mestni trg 10 govorim, ne, da jih je še malo kontrolirala, pa če bi kakšna sumljiva oseba gor hodila, ne, pa če bi punce kaj povedali, ne, da bi še remila.
kar dolgo časa to traja, ne. Mama je bila potem še v Reichenburgu zaprta, oče je bil pa na Sutni. Čez koliko časa so več pošli. Ampak, se pravim, nismo se kaj dosti pogovarjali, ne. Zato tudi ne bom kaj več mogel vedeti, ne. No je pa kaj do, ne. Hvala lepa. To je zelo tipično, ne, da se pač o teh zadevah da se pogovarjajo. Hvala lepa za to pričevanje. Bi vas pa samo vprašal, se morda spomnite, se pravi, če sem prav razumel, da so jih zaprli prav na Beethovnovi. Prav na Beethovnovi. Pa to je bilo, se pravi, da je bila potem zaprta nekaj dni kot zasliševanje na tak način, ne? Ja. Okay. Hvala. Recimo, po Mestnem trgu pa to so imeli ene špicle, ki so hodili brskati po teh zabojih, če so kaj takega sumljivega našli, ne? To je eno. Potem so hodili špicati za nam, no jaz sem že pa tudi tle hodil malo na obisk, pod oči ženi, ne? Pri frančiškanih, ne? V cerkvi noter. No, v cerkvi je bil so se zmeraj najdeli ena gruča, ki so se zadaj prav prerivali, pa delali nemir, ne, nobena. Potem smo pa mi zunaj stali. In bratranc pa strična, pa moja punca, ne, še takrat, smo skupaj stali, ne. In tako je pa še meniščnik zraven, kaj pa imate vi? Narazen takoj, ne, tako da nas je razgnalo. Vse to je bilo crkno bi skozi pod kontrolo. Je pa bilo pa tako, da jaz po tiste Beethovnovi nisem več hodil, dokler je bilo prvi četvrte. Ker tukaj je bila Beethovnova, tista velika stavba na CK, ne, tudi ni bilo kaj prijetna stavba, ne. Ja, tako je. Hvala. Dobro, če ni nadaljnih vprašanj, se vsem obiskovalcem zelo lepo zahvaljujem, da ste danes bili z nami, za vaše vprašanja, za vaše zgodbe. Bodite z nami tudi v prihodnje, spremljajte našo spletno stran na Twitterju, vsi tisti, ki ste na naši adremi, pa tako dobivate redna vabila na naše dogodke. Torej, hvala lepa in lep dan vam želim.